Lep pozdrav. V prejšnji uri ste imeli nalogo, da si preberete nekaj o tlaku v tekočinah. In sicer ste v učbeniku verjetno opazili, da je omenjena hidravlična naprava. In sicer naprava, ki v vsakdanjem življenju nas zelo pogosto spremlja, pa ne bo to od primerov gradbene mehanizacije, avtomobilskih dvigal, nenazadnje tudi avtomobilske zavore so hidravlične zavore. No in katero lastnost tlaka v tekočinah izkorišča hidravlična naprava? V tekočini vemo, da se tlak širi. Če na enem mestu povečam tlak, se v tej isti tekočini tlak tudi na drugem mestu poveča. Govorimo o tekočini v eni posodi. No, hidravlična naprava je v osnovi lahko izdelana iz dveh valjev. Takole preprosto narišemo. Tukaj bom narisal en val, takole v stranskem pogledu. V ta val bi dal lahko nek bat, tako kot na primer v injekciji pri zdravniku, injekcija ima bat, in ta bat se lahko premika gor in dol. Na ta bat lahko seveda tudi delujem ali z nekim drogom, z neko palčko in ga potisnem navzdol. Se pravi, z neko silo. Bom kar tukaj označil neko silo F. No in, če govorimo, da gre za isto posodo, bom tukaj imel pa en večji val. In ta dva valja med seboj povežem. Povežem na tak način, da tukaj dam cevko. Zanimivo je, to cevko bi lahko tudi imel daljšo, lahko bi jo zavil okrog ovinka. Tako kot recimo pri kolesu, veste, hidravlične zavore, cevke lepo potekajo, lepo ukrivljeno, podobno pri avtomobilu, in tukaj notri mora biti neka tekočina. No, tukaj narišem še drugi bat, ki se tudi lahko premika gor in dol. Pomembno pa je, da batki tukaj v teh posodah, v teh valjih tesnijo. Tako kot injekcija pri zdravniku mora tista gumica tesniti, da tekočina ne uide tukaj med valjem, valj je ta posoda, in batom. No, tako. Tukajle bom pa tudi postavil nek drog. No, in na tem mestu bom tudi omenil silo. Sedaj se pa vprašamo, kako je silo na tej oziroma na tej strani. V naši posodi mora biti tekočina. To, kar sedaj jaz rišem, boste tudi vi narisali v vaš zvezek. Tako? In tole je tekočina. Običajno so te tekočine kar nestisljive kapljevine. Recimo, lahko je to voda, lahko je pa recimo olje. V gradbeni mehanizaciji je olje zaradi mazanja, zato da ne zmrzne. To so olje s posebnimi lastnostmi. No, tako. Tukaj bom sedaj označil silo F1 in silo F2. Se pravi, to je sila na večji bat, tukaj je pa sila na manjši bat. Poglejmo. Če vemo, da je tlak v tekočini enak tukaj kot tukaj, lahko zapišem, da je tlak na tem mestu, bom imenoval mesto za tlak P1 in drugo mesto za tlak P2. Zapišem, da sta ta dva tlaka enaka. Se pravi, mi tukaj v primeru hidravlične naprave se zavedamo tega,
da je tlak po celotni tekočini v isti posodi enak. Se pravi, lahko tudi zapišemo, da se tlak se razširi po celotni tekočini. In zato vem, da je na tem mestu enak tlaku na tem mestu. Kako pa sedaj tlak zapišemo? Ja, za tlak spet poznamo enačbo. P je F pravokotno lomljeno s S. Tukaj gre za pravokotno silo na ploskev. In če zdaj pogledamo, tale sila je znana. Aha, ploskev nam še nekje manjka. Bom kar ploskev tukaj označil z rdečo, tukaj spodaj ta ploskev bo S1 in tukaj spodaj bo ta ploskev S2. In lahko zapišem tlak na tem mestu je enak tlaku tukaj, ki ga bat ustvari na tekočino. In zapišem F1 ulomljeno S1 je enako, tlak na tem mestu, pa P2, je pa enak F2 ulomljeno S2. No, in to je tista enačba, ki ste jo tudi opazili v učbeniku. No, in sedaj, če je to enačba za hidravlično napravo, potem lahko nekaj ugotovimo. Poglejte. V nalogah konkretnih bomo tudi imeli opravka s številkami, ampak vidimo nekaj. Če je tlak tukaj enak tlaku na tem mestu in je ta ploskev večja, potem mora biti tudi ta sila večja. Se pravi, kolikokrat je sila na večji ploskvi večja od sile na manjši ploskvi? Lahko kar zapišemo. Sila na večji ploskvi je tolikokrat večja, kolikokrat je večja ploskev, se pravi, kolikokrat je večja ploskev večja od manjše ploskve. Se pravi, če je ta ploskev spodaj 10-krat večja od ploskve na manjšem batu, potem bo tudi sila tukaj 10-krat večja. No, tole je, bomo rekli, enačba za hidravlično napravo. In lahko tudi en primer rešimo, da bo ta enačba, boste videli, zelo enostavna za primere, ki boste lahko tudi dobili v nalogah. No, kar narekujem nalogo, potem boste pa podatke zapisali, skupaj rešimo ta zagled. Napišem. Manjši bat ima površino 1 kvadratni centimeter. Večji bat ima površino 10 kvadratnih centimetrov. Na manjši bat delujemo s silo 100 newtonov. Kolikšna je sila na večjem batu? Tako, zapišem podatke za nalogo. Takole napišem. S1 je 1 kvadratni centimeter. S2 je 10 kvadratnih centimetrov. F1 je 100 newtonov. Zanima nas, koliko je F2. No, zelo enostaven sklep. Poglejmo tukajle. Na S2 bomo rekli 10-krat večja ploskev, pomeni tudi F2 bo 10-krat večja sila od F1. Torej, F2 je 100 newtonov krat 10 je 1000 newtonov.
No, to je zdaj primer hidravlične naprave, zelo preprosto. Opazimo, da tukaj niso številke prav zahtevne, tudi v primerih ne bodo. Bistveno je, da se zavedate, da je na večjem batu tolikokrat večja sila, kolikokrat je ta bat večji od manjšega bata. Tako.